Viva podcast za višjo kakovost življenja. Aksialni spondiloartritis, več kot običajna bolečina v križu. Bolečine v križu večina pripisuje preobremenitvi, slabi drži ali starostnim spremembam. Kaj pa, ko se hude bolečine začnejo pojavljati pri mladih ljudeh, ko postanejo trdovratne in dolgotrajne, takrat bi morali pomisliti tudi na vletno revmatsko bolezen, imenovano aksialni spondiloartritis, za katero zboli slab odstotek mlajše populacije in se praktično nikoli ne začne po 45. letu. Viva podcast! Ko magnetna resonanca še ni bila na voljo, je do diagnoze v povprečju minilo celo 7 do 10 let. Danes je ta čas krajši, a še vedno predolg, pravi revmatolog, docent dr. Žiga Rotar. Kdaj torej pomisliti na aksialni spondiloartritis in kako ga ločiti od mehanske bolečine? Zakaj je diagnoza pogosto postavljena prepozno? Kakšno vlogo ima genetika in kaj nam pove slikovna diagnostika? Zakaj je za uspešno zdravljenje ključna bolnikova vloga, torej redno gibanje, vztrajnost pri zdravilih in sodelovanje z zdravnikom? In kakšne možnosti danes prinašajo tarčna in biološka zdravila? Dr. Rotar bo odgovoril na vsa ta in druga vprašanja o aksialnem spondiloartritisu, ki ga lahko spremljajo bolezni, kot sta uveitis ali kronična vnetna črevesna bolezen. V nekaterih primerih pa bolnike tudi popolnoma onesposobi. Skupaj z 32-letnim Aljažem Škarjancem, ki se je s to boleznijo srečal že kot osnovnošolec, bosta poskušala razjasniti, kako prepoznati znake bolezni, zakaj je zgodnje ukrepanje tako pomembno in kako lahko sodobna medicina spremeni življenje bolnikov. Moje težave z revmo so se začele nekje v 5. razredu osnovne šole, ko so me začela boleti kolena. Kot vsakega najstnika ali pa hitro odraščajočega otroka je seveda osebna zdravnica takrat najprej pomislila, da gre za prehitro rast, da so pač bolečine nekega akutnega izvora in bodo s časoma prenehale. Do začetka srednje šole načeloma ni bilo potem večjih težav, razen občasnih. Potem pa so se v 1. letniku srednje šole začele pojavljati tudi bolečine v križu, predvsem v ledvenem delu, in so se stopnjevale skozi mesece. Najhuje je bilo po smrti dedka, ko je v bistvu tudi stres zaradi izgube bližnje osebe vplival na to bolečino. Takrat sem bil potem pregledan pri ortopedu, ki je sprva posumil na kakšno športno poškodbo, saj sem se veliko ukvarjal s športom. Oddelal sem kar nekaj rentgenskih posnetkov, vendar ni bilo videti nikakršnih poškodb. Potem predpisal mi je protibolečinska zdravila, na katere pa telo ni dalo pravega odgovora. Težave so se stopnjevale skozi leta in nekje v začetku 3. letnika srednje šole sem se po pouku odpravil teč, kot velikokrat že prej, vendar celega kroga, tistega, ki sem ga pretekel običajno, nisem odtekel do konca, saj so bile bolečine v levem kolku takrat prehude, tako da sem le stežka prišel v dijaški dom, in potem se je pojavljalo naprej diagnosticiranje. Bil sem potem sprejet na ortopedsko kliniko v Ljubljani, še prej pa sem pri osebni zdravnici na urgenci med vikendom poiskal pomoč, saj so bile bolečine prehude. Revmatsko obolenje ima tudi mama, vendar je bila diagnosticirana kasneje, se pravi, je diagnozo dobila za mano, saj je pri njej šlo, čeprav se je simptomi bojevala že dlje časa, je šlo za nekako povezavo med bolečinami v križu in delovnim mestom, ki ga je opravljala kot kuharica, in niso takoj sprva pomislili na vnetno revmatsko obolenje. Ko pa so ob moji diagnozi povedali, da je prisoten genski označevalec HLA-B27, je tudi njena osebna zdravnica dala na preiskave in so ji pol leta za mano potrdili
isto diagnozo kot meni. Gre za bolezen, ki se ponavadi pokaže v 3. dekadi življenja, se pravi pri mladih odraslih, z vnetno bolečino v križu, ki traja vsaj 3 mesece. Za vnetno bolečino v križu je značilno, da se pojavi postopoma, da je najhujša ponoči, v drugi polovici noči, se pravi med počitkom, in bolnike lahko tudi zbuja iz spanja, morajo vstati, se razgibati, preden lahko zaspijo nazaj, ne morejo najti pravega položaja v postelji. Zelo dobro navadno odgovori na visoke odmerke nesteroidnih antirevmatikov in značilno je, da se bolniki zbujajo zjutraj zelo okoreli in ta okorelost jih lahko spremlja več ur. Spondiloartritisi pa so širša skupina bolezni, kjer so lahko prizadeti tudi sklepi, obsklepne strukture in pa tudi drugi organi, kot so oči, koža in črevo v smislu kronično vnetne črevesne bolezni. Bolezen je večvzročna, en od pomembnih dejavnikov je tudi dednost. To izmerimo tako, da v krvi določimo en označevalec dednosti, to je HLA-B27. Na srečo to, da ste nosilec HLA-B27, ne pomeni, da boste nujno zboleli z boleznijo, saj vemo, da je ta označevalec prisoten pri 7 do 9% zdravih oseb v naši populaciji, z boleznijo pa zboli slab odstotek populacije. Ker so bolečine v križu zelo pogost simptom, s katerim se praktično vsak zemljan sreča vsaj enkrat v življenju, se lahko z diagnozo spondiloartritisa, ki je relativno redka bolezen, kasni. Najpogosteje je namreč bolečina v križu posledica nevnetnih vzrokov, kot so preobremenitve, poškodbe, šibka obhrbtenična muskulatura, prirojene nepravilnosti hrbtenice in osteoartroza, čemur smo včasih rekli obraba. Ko sem bil voden pri ortopedih, sem večkrat opravil rentgensko slikanje sakroilikalnih sklepov in križa, hrbtenice ter ostalih sklepov, vendar ni bilo nekega vidnih sprememb na skeletu. Prav tako magnetna resonanca sakroilikalnih sklepov in lumbalnega predela hrbtenice ni pokazala v prvo sprememb, šele v drugo. Je magnetna resonanca pokazala, da gre za neke deviacije pri sklepih in na podlagi tega in genskega označevalca ter simptomov, ki sem jih navajal, so potem določili diagnozo, da gre za aksialni spondiloartritis in mi postavili terapijo. Na začetku je bila terapija z nesteroidnimi antirevmatiki že pri ortopedu, ker pa v teh 2 letih vodenja pri ortopedu ni bilo boljše oziroma se je stanje slabšalo, so me takoj po postavitvi diagnoze dali na biološko terapijo. Torej sem na biološki terapiji zdaj že 15 let. Moje težave v 5. razredu pa do diagnoze so trajale nekje 7 let, ko so mi potem v 3. letniku srednje šole postavili diagnozo. Predvsem gre tukaj za bolečine ponoči v mirovanju, ko se bolečina zmanjša oziroma intenziteta se zmanjša, ko se razmigaš, ko se raztegneš, ko narediš nekaj korakov oziroma s časom tekom dopoldneva. Ob mehanski bolečini, na katero bi pa sumil ortoped, da bi bila zaradi poškodb, pa jo raztezne vaje oziroma pač življenje samo še poslabša in takrat ti najbolj paše počitek. Pri vnetnem revmatskem obolenju oziroma aksialnem spondiloartritisu pa je zadeva ravno obratna. Čim več razteznih vaj, čim več miganja in s počitkom. Počitek je zaradi tega lahko tudi večkrat moten,
saj te ta nočna bolečina zbudi. Na aksialni spondiloartritis pomislimo pri bolnikih s kronično bolečino v križu. To je tako bolečino, ki traja vsaj 3 mesece in se je začela pred 45 letom starosti. Po tej starosti se aksialni spondiloartritis praktično nikoli ne začne. V nadaljevanju se v diagnostiko opiramo še na laboratorijske preiskave in pa slikovne preiskave. Iščemo znake sistemskega vnetja, kot je zvečan CRP, dedno nagnjenost, kot že omenjeno z označevalcem HLA B27. Med slikovnimi preiskavami pa najprej opravimo rentgensko slikanje sakroiliakalnih sklepov, ki je poceni hitro dostopno. Težava te preiskave pa je, da prikaže šele strukturne okvare, ki se pa pojavijo lahko tudi 10 let po nastopu prvih simptomov. Vse pogosteje se odločamo v diagnostiki za magnetno-resonančno preiskavo sakroiliakalnih sklepov, ki lahko pokaže vnetje v teh sklepih, še preden se na rentgenski sliki vidi karkoli. Omejitve te preiskave pa so, da se tako pri nas kot v tujini pogosto izvede v centrih, ki z njo nimajo izkušenj, neustrezno, in potem so tudi interpretacije tega slikovnega materiala suboptimalne. Poleg tega pa vemo, da spremembe, ki jih vidimo na magnetno-resonančni preiskavi, niso popolnoma specifične za aksialni spondiloartritis. Podobne spremembe na sakroiliakalnih sklepih lahko vidimo tudi pri ženskah po porodu, pri prekomerno prehranjenih osebah zaradi preobremenitev sakroiliakalnih sklepov, pa tudi pri, na primer, vrhunskih športnikih, kot so smukači, ki prav tako preobremenjujejo te sklepe. Od prvih simptomov do postavitve diagnoze aksialnega spondiloartritisa je v obdobju, ko še nismo imeli na voljo magnetno-resonančne preiskave, minilo ponavadi 7 do 10 let. Danes se je to obdobje skrajšalo na 2 do 5 let, še vedno pogosto prepozno. Težava je ravno v tem, da nimamo enega samega testa, ki bi nam nedvomno pokazal ali pa povedal, da gre za to bolezen. Zelo pogosto so napoteni na pregled k revmatologu tudi bolniki z mehanskimi bolečinami v križu. Za razliko od vnetne bolečine, mehanska bolečina navadno nastane nenadoma, akutno. Ponavadi bolniki vedo povedati, kaj so počeli takrat, ko se je bolečina pojavila. Naprimer, dvignili so težji predmet, se premaknili na neroden način. Bolečina navadno je lahko akutno zelo huda, ampak navadno izzveni v nekaj tednih in ne vztraja v mesece. Ponavadi to bolečino poslabša gibanje, počitek pa jo izboljša, kar je v popolnem nasprotju z bolečinami, ki so prisotne pri aksialnem spondiloartritisu. Zavedati pa se je treba, da tudi bolniki z aksialnim spondiloartritisom lahko imajo mehanske bolečine iz popolnoma enakih razlogov kot drugi ljudje. Tako da to dodatno zapleta potem diagnostiko. Viva podcast. Na začetku je bilo kar težko sprejeti dejstvo, da je 17-letni odraščajoč fant zbolel za neozdravljivo kronično boleznijo, tako da sem potreboval kar nekaj časa, da sem bolezen poistovetil, jo sprejel in jo vzel kot neko stalno sopotnico v mojem nadaljnjem življenju. V veliko pomoč so mi bili takrat sošolci iz srednje šole, ki so me bodrili, me klicali in mi vlivali tudi upanje, ter predvsem tukaj družina. Zdravljenje se je takoj začelo z vsemi topovi, kot radi
kot se radi izrazi, revmatologi. In trenutno sem že na 7 različni biološki terapiji, saj ta prva ni prijela oziroma so se pojavili stranski učinki. Potem je prišlo do tega, da nekatere biološke terapije s časoma niso več prijele, po nekaterih sem dobil druge stranske učinke, tako da trenutno sem nekje že na eni 7 biološki terapiji v teh 15 letih. Zadnja, hvala Bogu, drži že 6-7 let in živim brez težav, kar je tudi posledica oziroma rezultat tega, da redno hodim na biološko terapijo v Ljubljano na 2 meseca, jo prejemam, se hkrati športno udejstvujem, kolikor mi telo dopušča, kolikor vem, da sem zmožen in da ne obremenjujem dodatno s fizičnim stresom telesa, da ne bi prišlo do poslabšanja osnovne bolezni. Redni obiski revmatologa oziroma kontrolnih pregledov so pomembni predvsem zaradi tega, da ko je enkrat bolezen v remisiji, tam tudi ostane, da revmatologi na podlagi naših rednih obiskov vidijo našo laboratorijsko sliko, koliko zdravil imamo še v krvi in na ta način lahko prilagajajo odmerek samega zdravila in tudi časovni razpon med samimi odmerki. Prav tako je pomembno, da naredimo tudi sami nekaj za svoje psihično, fizično počutje, da se gibamo veliko na svežem zraku. Vemo, da pri vseh avtoimunih boleznih zelo vpliva na te bolezni tudi stres, katerega verjamem iz lastnih izkušenj, da se lahko marsikaj predela zunaj v naravi, in da potem vse te stvari, ki se te nabirajo, manj obremenjujejo samo telo. Zdravljenje aksialnega spondiloartritisa mora biti večplastno. Osnovo zdravljenja predstavlja redna telesna aktivnost z rednim izvajanjem vaj za hrbtenico, ki se jih naši bolniki naučijo na fizioterapiji. Ključno je, da te vaje izvajajo tudi doma. Zelo koristna je tudi skupinska vadba, ki jo organizira Društvo revmatikov Slovenije. Za zdravljenje aksialnega spondiloartritisa pa uporabljamo tudi različna zdravila. Najprej vedno začnemo z nesteroidnimi antirevmatiki, ki jih predpišemo v protivnetnih odmerkih. Pri zdravljenju z nesteroidnim antirevmatikom je potrebno vztrajati vsaj 14 dni, ker šele takrat razvijajo svoj polni učinek. Če po 14 dneh z enim nesteroidnim antirevmatikom nismo uspešni, ga zamenjamo z drugim. In če po 2 nesteroidnih antirevmatikih bolezen še vedno ni umirjena ali pa ima bolnik resne zadržke za zdravljenje s temi zdravili, je naslednji korak že zdravljenje s tako imenovanimi tarčnimi zdravili, ki jih delimo na biološka zdravila, ki so bila prva na voljo in jih imamo na voljo zadnjih 25 let, in pa z tarčnimi sinteznimi zdravili. Ta zdravila so zelo učinkovita, delujejo hitro, navadno v nekaj tednih in zdravila so v Sloveniji dobro dostopna. Za zdravljenje z naprednimi zdravili, to je biološkimi zdravili, se odločimo pri bolnikih, pri katerih z telesno vadbo in nesteroidnim antirevmatikom bolezni ne uspemo zadostno umiriti. Navadno začnemo zdravljenje z zaviralci TNF. Zdravila so zelo učinkovita, hitro delujejo, varnostni profil je sprejemljiv. Pri vseh bolnikih zaradi zvečanega tveganja za reaktivacijo latentne tuberkuloze izvedemo ustrezno presejanje pred začetkom zdravljenja, zato da je to čim varnejše. V Sloveniji imamo to srečo, da je tuberkuloze v populaciji malo, tako da je to zdravljenje še dodatno varno. Zelo pomembno je, da ta zdravila delujejo samo dokler jih bolniki redno prejemajo.
Na voljo imamo različna biološka zdravila, ki imajo različne mehanizme delovanja. S tem mislim zaviralce TNF, zaviralce interleukina 17 in pa tarčna sintezna zdravila, ki so zaenkrat zaviralci Janus kinaz. Če je bolezen dobro umirjena, lahko razmišljamo o zmanjševanju odmerkov teh zdravil, kar navadno dosežemo tako, da podaljšamo intervale med odmerki ali pa pri nekaterih zdravilih lahko tudi zmanjšamo odmerke. Biološka zdravila se odmerjajo navadno v obliki podkožnih injekcij, lahko pa tudi kot intravenozne infuzije. Kadar ta zdravila odpovedo, imamo na voljo tudi tarčna sintezna zdravila, ki pa so v obliki tablet. Čeprav imajo bolezen sedaj že 6-7 let v totalni remisiji, vedno ni bilo tako. Tudi sam sem se soočal z aktivno boleznijo, ko je prišlo do trenutka, ko se nisem mogel vstati iz postelje, niti nisem mogel poskrbeti za svojo osebno higieno in so mi morali pomagati bližnji. Kot je za ankilozirajoči spondilitis oziroma vnetne revmatske bolezni značilno, se lahko pojavijo tudi pridružene bolezni iz tega sklopa avtoimunih bolezni. In pri meni se je pred 11 leti pojavila Crohnova bolezen in potem še čez 2 leti luskavica. Z rednim obiskovanjem vseh specialistov in upoštevanjem njihovih navodil je, hvala Bogu, vse 3 avtoimune bolezni pod kontrolo in v remisiji. Kar se tiče Crohnove bolezni, delamo na par let kontrolne kolonoskopije, ki pokažejo, da je bolezen v remisiji, prav tako pa z luskavico nimam nobenih težav že dobrih 9 let. Da je bolezen v remisiji, seveda moraš v prvi vrsti sodelovati z zdravniki v zdravljenju z medikamentno terapijo. V drugi vrsti pa smo tukaj pomembni tudi bolniki, da znamo sami pri sebi pogledati, kaj lahko spremenimo v svojem življenju, da se bomo izogibali določenim dejavnikom, ki nam bolezen lahko poslabšajo. In sicer tukaj mislim, stres, vemo, da je danes ta beseda prevečkrat morda uporabljena, vendar stresu se v vsakdanjem življenju ne moremo izogniti, lahko pa sami pri sebi ta stres ustrezno predelamo oziroma se spopademo z njim. Potem je tukaj tudi gibanje v naravi, biti čim več na svežem zraku, se gibati na tak ali drugačen način, delati vaje za moč mišic. Raztezne vaje so predvsem pomembne pri aksialnem spondiloartritisu, saj pri vnetju pride do krčenja mišic. Ko si zaradi bolečin v krču, je potem, ko je bolezen v remisiji, to potrebno spet nazaj raztegniti, da dobimo tisto mišico, ki smo imeli pred zagonom revme. Samo prehrano sam nisem imel večjih težav, tako da ostajam na klasični prehrani, kot sem jo jedel pred samo diagnozo. Nisem probaval s kakšnimi izločitvenimi dietami, vendar nekaterim to tudi pomaga. Kar bi rad morda povedal poslušalcem in vsem ostalim, ki poslušajo sedaj to oddajo, je to, da je v vsakem trenutku, pa ne glede na to, ali si diagnosticiran za vnetno revmatsko boleznijo ali ne, potrebno poslušati svoje telo, kaj ti telo sporoča, ali potrebuje počitek, odmor, ali potrebuje sprostitev kakršnokoli od trenutnih vseh življenjskih stvari, ki pridejo, s katerimi se spopadamo konec koncev. Pomembno je znati prisluhniti telesu, da veš, kdaj dosežeš tisto rdečo črto, katere načeloma ne smeš prestopiti,
ker se lahko pri nas revmatikih zgodi ali zagon bolezni, ali pa dobimo zaradi vseh teh stvari še kaj drugega. Lahko je to zlom, zvin ali pa potem kakšna kronična bolezen. Z modernim načinom zdravljenja pri večini bolnikov lahko bolezen umirimo in jo privedemo do remisije. Obstaja pa še vedno en del bolnikov, pri katerih bolezni ne uspemo umiriti. Pogosto je tudi težko vedeti, a gre za simptome, ki so odraz vnetne revmatske bolezni, ali gre za druge težave, ki nanjo spominjajo. V teh primerih imamo danes možnost menjanja zdravil z različnimi mehanizmi delovanja. Razmišljati pa moramo tudi o tem, kako pomagati za težave, ki jih povzročajo druge bolezni. Aksialni spondiloartritis je bolezen, ki lahko pripelje do popolne zakostenitve hrbtenice, kar lahko zelo omeji bolnika pri vsakodnevnih aktivnosti, četudi nima bolečin zaradi te bolezni. Do tega pride vse redkeje, verjetno tudi zato, ker bolezen zdravimo z učinkovitimi protivnetnimi zdravili. Je pa res, da so nekateri bolniki bolj ogroženi za tak potek bolezni, pri nekaterih pa do tega nikoli ne pride. Bolj ogroženi so tisti, ki zbolijo mlajši, so moški, kadilci, imajo prizadetost kolčnih sklepov ob začetku bolezni. Približno 40% bolnikov z aksialnim spondiloartritisom pa so prisotni tudi znaki spondiloartritisa na sklepih. To je ponavadi psoriatični artritis ali enteropatski artritis. Lahko je prisoten uveitis, to je globoko vnetje oči, in pa kronična vnetna črevesna bolezen. Pri izjemah pa se lahko vse te bolezni prepletajo. V tem primeru je zdravljenje nekoliko zahtevnejše, ker nekatera zdravila, ki dobro pomagajo za aksialni spondiloartritis, niso dovolj učinkovita za zdravljenje luskavice in kronične vnetne črevesne bolezni, in pa obratno. Pri zdravljenju teh zapletenejših primerov sodelujemo specialisti oftalmologi, dermatovenerologi in gastroenterologi in skupaj skušamo izbrati zdravilo, ki pokrije kar največ simptomov bolezni. Za optimalne izhode pri zdravljenju aksialnega spondiloartritisa je ključno dobro sodelovanje bolnika. Najbolje ponavadi sodelujejo tisti bolniki, ki dobro poznajo svojo bolezen in zaradi tega redno izvajajo tudi vaje za hrbtenico in so telesno aktivni. Seveda je nujno, osnova zdravljenja je zavora vnetja, kar dosežemo z zdravili. Pri bolnikih, ki potrebujejo zdravljenje z biološkimi zdravili, se bolezen rada ponovi, če zdravljenje z njimi prekinemo. Pri bolnikih, pri katerih bolezen obvladujemo z nesteroidnimi antirevmatiki, pa lahko obstajajo tudi daljša obdobja, ko je bolezen umirjena tudi brez zdravil. Viva podcast! Torej, če povzamemo. Znaki aksialnega spondiloartritisa se pogosto skrivajo za navidezno običajno bolečino, zato je zelo pomembno prepoznavanje prvih simptomov. Zgodnja diagnoza in pravočasno zdravljenje lahko pomenita razliko med vsakodnevnimi omejitvami in polnim aktivnim življenjem. Medicina danes ponuja veliko, toda kot kaže tudi zgodba Aljaža Škrjanca, brez aktivnega sodelovanja bolnika in njegove vztrajnosti ni uspeha. Za strokovno besedo je poskrbel revmatolog docent dr. Žiga Rotar, vsebino pa je podprla družba AbbVie. Podcast sem pripravila Mateja Jordan, za tehnično plat je poskrbel Maj Štravs.